Čas je za novo epizodo z podcasta Zevo in danes bom z gostoma govorila o številih, pa o matematiki, pa o delovanju možganov in tako naprej. Mečkano šalo na stran, ampak mečkano pa tudi res. Marko in Vesna, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Marko in Vesna Kaloh, starša Edvarda in Fride, ki sta nedolgo časa nazaj zmagala na oddaji Slovenija ima talent, postala sta zmagovalca. Ne samo, da je to njima ogromno pomenilo, si mislim, da še enkrat več tudi vama. Ja, sva bila fejst vesela iz dveh vidikov. Najprej seveda zaradi njiju, ker sva vedela, da ima dosti pomeni. Pač bližje, ko smo prihajali v finalu, seveda bolj sta začela razmišljati, kaj pa če celo zmagava. Ne? In sva bila midva tista, ki sva jo malo mirila, ne? Da ne bi preveč zapadla v euforijo, predvsem, da ne bi se preveč zanašala na to, da ta zmaga spreminja karkoli na njuni poti. Tako da je bila to najina vloga, da jo umiriva, ampak ko je bilo konec, pa je bilo tudi za najo. Pravzaprav toliko emocij sva prvič doživela, da sva otrpnila. Ja, dejansko nisva pokazala, obstala sva. Mi smo po 12, 14 dni komaj dober feeling, no, tako da skrajšamo. Vsi smo bili ful veseli. Pa, mislim, že občutek, da delaš prav. Ja. Pa vesela sva tudi, no, da smo pokazali, da lahko tudi s tako točko prepričaš da ljudi. Ni nujno samo petje, ples in podobno, kar je v bistvu zelo pogosta točka v takšni oddaji. Ne? Tukaj sta pa res, sta bila prva do zdaj spodobno? Mi dva zdaj fejst podrobno ne veva in ne bi upala trditi, ampak toliko, koliko sva površno gledala, bi rekel, da podobne točke, torej ker bi nekdo skušal z nekimi možganskimi sposobnostmi nastopati, se ne spomniva. Zagotovo sta pa prva zmagovalca s takšno točko. To pa vemo. Ja. Omenila sta, da sta morala mečkano miriti situacijo doma. Zdaj, za njiju dva, sploh za Edvarda, razna tekmovanja niso nekaj novega. Se pravi, neka taka predstavitev, dobro, pred kamerami na velikem odru je vseeno verjetno to vse drugače. Pa vendarle je vedel približno, ne, da je to lahko zelo podobno kot tekmovanje, ko gre na kakšnega. Ampak kaj pa je bil vseeno tist, bom rekla, vzgib, da je pri njemu se začelo to dogajati, da je začel dojemati, da pa vendarle to ni klasično tekmovanje, da je to nekaj, kjer ga res velika množica ljudi gleda, spremlja oziroma oba. Pa tudi ne samo to, da ga velika množica spremlja, tudi ne primerja se z nekom, ki počne isto. Ne? In tudi nepredvidljivo, kako bo do ljudje na to odreagirali. Ona vas sta vzgajena v dva samozavestna človeka, zmagovalca. Tukaj pa ni bilo samo od njih odvisno. Ne? Ona dva smo rekli, vidva lahko 100% oddelata svojo točko, ampak to še ne pomeni, da boste tudi zmagala. Ja, tako, Seveda, ker na koncu, na nekem tekmovanju, če imaš znanje, če ti uspe, zmagaš. Kjer so kriteriji jasni in vsi isto počnejo. Tisti, ki najbolje stvar opravi, tisti zmaga. Ne? So pravila jasna, tu pa je bilo drugače. Na to je bilo treba dosti pripraviti, da to, kar Vesna govori, da tokrat ne bo dovolj, da sta ona dva najboljša verzija sebe in da se predvsem nekje v glavi lahko pripravita, da ne rata, ampak nam je bilo pa neka druga fejst zanimiva. Torej, ko je šel Edvard s Frido na oder, na tistem, kako se že reče, no, ko je ta prva audicijska. Audicijska, ne, pa ne audicijska. Pa moče da audicijska, ker sta imela šah. Ali pa sta govorila četrtfinale. Ja. No in zdaj, tam smo mi nekaj ur čakali in takim tik preden sta bila poklicana na oder, je Edvard res kazal nore znake utrujenosti. In jaz nisem želel pred njima reči, da me je malo strah, kako bo zdaj to izgledalo, sem počakal, da še Edvard na stranišče in sem rekel, Vesni,
Mal pa me je straha, ker jaz vem za sebe, ko sem utrujen, meni je težko mail sestaviti, pa se ne hecam. Jaz dostikrat preložim na drug dan, ker nisem v stanju 8 smiselnih stavkov, ker so sploh dostikrat pri meni kot ekonomistu še številke zraven in si ne dovolim nekega skropocala dati od sebe in nisem v stanju sestaviti nekaj, za čemer bi lahko jutri stal in sem rekel, pismo Mali je 8 let star, zdaj bo šel na največji oder pred ogromno ljudi, pred žirante, kamere, utrujenje, on ima pa točko, kjer glavo uporablja in naj je res bilo strah, kako bo izpadlo, ampak on kako sta stopila na oder, on je postal čist drug človek. To je bilo, mi smo si gledali, kdo je to, in potem še stopita na oder in ga Lado s prve preseneti z vprašanjem, kaj vidva tu počneta. No, jaz vem, da Vesna bi gledala, pa bi tuta, Mali pa s prve, ker imava talent in tak se nasmi in kar naenkrat Kdo je žarev tistih svojih par minut, kaj je imel tam? In nisva mi dva vedela, 8 let sva njegova starša in nisva opazila, da je on rojen, da rečem nastopač. On je meni rekel, Atija, bo naslednjič več ljudi. On je tako užival na tistem velikem odru pod svojo žarometo. Noro. Bil je dejansko boljši, kot je sicer. On je tak, jaz sem rekel, te bilo kaj strah, rekel, ne, Atija, jaz sem vse videl, on je kar videl. Ja, in potem fokus in oddelal, ne. Lado se še mu je zmotil in on je kar, res noro, no. Ko da je znal oceniti, zdaj pa moram biti res top. In on je nekje iz pete potegnil eno mirnost, res, pa še zabavni, noro, res noro. Frida pa iz oddaje v oddajo, Rasla, in dodajala. Ja, malo je verjetno tudi ta vpliv brata in tako, ne? Ja, v prvi oddaji je on lepo vzel pod okrilje, ne? Tako je. Je bila še mala pupika, pa je kar, tudi zdaj na intervjujih, pa to. Je ona prevzela. 50 rottweilerjev že imate? Ne, 37 pa pol. Ne. To je tudi bila verjetno izjava, ki je presenetila. Ja, tisto zjutraj je bilo res zabavno. Mudilo se nam je kot ponavadi v šolo in v službo in Frida tako previdno pristopi do mene. Ati, koliko je nagrada za prvo mesto? Pa, kako ti za ob 27 mene to sprašuješ in pravim 50 000. Koliko je že stal naš Rottweiler? Pa ste pogledali, niti razmišljali. Tako se je pol začelo, da se ona v glavi izračunala, da bi, ampak smo pol rekli, da ne se. Ja. Čakamo pomlad, da dobim psičko. Ja. Ima že ime. Aha, je že vse zbrano. Leksi, škotska ovčarka, tako da, ja. Pa mečkan lepši časi za mladička. Ne? Zdaj pa jaz seveda moram se dotakniti vzgoje kot take. Oziroma, rada bi morda da spregovorimo o tem, ker Frida in Edvard dejansko od malega kažeta poseben talent. Zdaj, na spletu smo nekje lahko tudi prebrali, da sta takoj po zmagi rekla, da nista nič posebna. Seveda sta posebna, vsak otrok je poseben, ampak posebna v smislu tako zelo drugačna od ostalih, da pa imata ta talent za učenje. Zdaj, ko sta bila ona dva majhna, govorim, ne vem, leto in pol, verjetno nista še kazala kakšnih hudih znakov, da bo lahko šel njun razvoj v to smer. Ali pač? Jaz kot ekonomist, pa Vesna kot ortodontka, si ne bi drznila dajati pa kot samo dvakratna starša, ne, ali sta, ker mi da več izkušenj kot prve in druge nima. Pa z njima, ne? Pa z njima, tako da, kaj pa jaz vem, kako bi izgledal, če bi imela 500, ne? Jaz bi ocenjeval na podlagi tega, kar sem lahko pač s kolegi primerjal, hote ali ne hote, da sta bila popolnoma ordinari, ker to zdaj ne izgleda, da nekdo priletu in pauze tam, ker nekaj skupaj zlaga. Fejs sta bila spretna pri pazlih, recimo. Edvard je sploh pokazal zelo zgodaj, da ima neverjetno prirojeno željo po nekem redu. Ne? On je vedno na ist način prinesel igračko, se z njo odigral, jo pospravil, zložil. Prav, ko smo to drugič, tretjič, hitro se vzorec videl. Ja, in to ponavlja vztrajno, dokler ni kakšne zadeve osvojil. Si tako prinesel, kot dva kavčka je imel, ne? Mene je neko hiško, pa si mogel pravi figure dati noter, pa pol to zložiti, pa pol pazle in čist vedno po enakem ključu. In pol, ko je Frida tam se zraven kobacala in če ima to kaj prevrnila, je pač njemu se porušil svet in tam smo videli, da je malo posebno, tak, malo zašalo, drugače pa ne, čist normalno sta se igrala, norela, smejala. Je pa hitro res začel šteti in hitro brat in
za Frido sploh nismo vedeli. Mi smo, tako kot je pač nama kolegi povedo, ali pa tudi starši, da vedno s prvim se dosti bolj ukvarjaš. Opaziš, da je prvič se premakne, da je prvič... Poznaš prvi prelomnice. zob Ja. zraste in tako, ne? Frida pa kar naenkrat je brala. Pa meni prej ti veš, da Frida bere. Kaj? Pa, mislim, mi da se nisva nikoli z njo ukvarjala. Kar brala je. Ja, to si kar vrtce pobrala in male, mislim, črke, ker vse naenkrat znala, ni ja. bilo to črko po črko. Pa. Samo ko si z drugimi govoril, je bilo pri veliki večini, nič takega ni bilo. No, bili so določeni, ki so hitreje brali, bolj tekoče. Tako da sta pa bila vedoželjna, to pa ja. Recimo, ko je Edvard hodil k logopedu, ker je imel z L, pa posledično z R težave, a ne on je L uporabljal J, ker je imel premehek jezik. In zdaj, ko je hodil k logopedu, je pač, ker Vesna je delala, jaz sem šel z njima in šla Frida zraven, da je bilo lažje. Ne? In zdaj Frida poslušala te vaje, ona, ker je toliko mlajša, še valjda ni znala, ampak polk enkrat gremo spat in ona kar reče R. To še ona odnesla nekaj. Prehitela. In to še zdaj tako jezen, ko se kdaj hecamo. Tako da najbolj sva videla res pri tem štetju, no, pa seštevanju. To je Edvard pokazal, da Ja, to mečkano sem zasledila, da ste velikokrat potem tudi v avtomobilu, ko ste se vozili na kakšne izlete, ne, pa je Edvard ozadji potem štel in računal in podobno. Tako. Da se je verjetno mečkan zamotil, pa še potegnil ga je v to smer, ne? Ja. Ampak tudi sicer sta pa oba obiskovala Montessori vrtec in zdaj Edvard tudi Montessori šolo. In Frida tudi. Oba sta v Montessori šoli, ja. To sta se pa odločila na podlagi česa? Ja, spet, tako kot sem prej rekel, glede na to, da nisva iz tega področja, sva ogromno brala. Pač nekaj si spraševal in dejansko sva po neki laični presoji, a ne, pa pogovoru s tistimi, ki so te stvari študirali, prišla do odločitve, da je osnovna logika Marije Montessori bila zelo podobna temu, kako mi dva misliva. Sva se pa takrat, ko sva sprejela to odločitev, oba 100% zavedala, da tvegava. Tako tvegaš za vsako odločitvijo in da bo rezultat za to tveganje viden čez 15, 18, 20 let. In zavedanje na tveganje sva bila popolnoma pomirjena. In še danes sva, ker še tudi danes je sistem v Montessori šoli drugačen od klasičnega, dosti sva govorila z ravnateljico, z direktorjem zavoda in so nas uspeli prepričati, da je tveganje, da je tisto, kar lahko dobi s tem tveganjem, dosti dobro, da sva sprejela to odločitev. Tako da, ja. Pa tudi jaz dosti delam z otroki, ne? In se mi zdi, da opazim razliko, v katerem vrtcu je otrok. No, se mi zdi, da so res bolj samostojni, to, kar poudarjajo, pa bolj. In da so starši bolj v ozadju, no, da otrok že pri 3-4 letih zna sam poskrbeti zase, no, to vzgajajo v tem sistemu. Hitreje osamosvojijo. Ja. In lepše razvija osebnost. No, tako sva dobila občutek, pa dejansko je tako. To je razlog, Frida je pri 2, pa pol 3, to se sami sezujejo, slečejo, oblečejo in res jih učijo tudi pri hrani, ko si pripravijo, sami vzamejo, pospravijo za sabo. Sami vzamejo, kolikor želijo. Tako. Ni tistega klasičnega. A je kakšna stvar, recimo, da pa sta v času, bom rekla, vseh teh treningov, ki jih dajete, če se vprašala, ali je prav, kar počnemo? Ja, vsak dan. Vsak dan si tako se pri sebi vprašal. Jaz mislim, da Sokrat, recimo kot en največjih filozofov, je bil znan po tem, da je bil mojsterski spraševalec. Ključno je postavljati vprašanja. Ne? Osnovna človekova lastnost, ki ga loči od ostalih živali, je ravno razmišljanje, sposobnost mišljenja. To tudi Homo sapiens pove. Pod razmišljanje sodi postavljanje vprašanj in tisti, ki meni za sebe, da ima vedno prav, jaz ne bi bil v njegovih čevljih. No, in mi dva dnevno premljevava, seveda. Ja, mi dva se pogovarjava, pa z otrokoma se pogovarjava. Tudi. Je kdaj v tem času se zgodilo, da bi recimo rekla, ne vem, ne želim si iti, preutrujen sem, nočem več. Vse je to v kakšnem... Mi dva ali ona dva? One dva.
Zakaj to sprašujem? Zato, ker se mi zdi, da lahko zelo usporedno potegnem šport. Se pravi, če recimo starši otroke vpišemo na neko športno dejavnost in vidimo, da je morda talentiran bolj kot ostali, seveda je tudi, če je otroku to veselje, tudi starš načeloma poskrbi za to, da otroka usmeri. Zelo hitro pa potem postane lahko to pretirana želja starša in ne več otroka. Zdaj, vem, da v tem primeru je to nekoliko drugače, ampak vseeno, ravno tako so treningi, vaje, učenje in vse to. Balašević pokojni bi rekel, v principi isti, sve so ostalo nijanse. In zelo podobno ali pa enako je. In seveda se sprašuješ, ali potiskaš do meje ali preko meje, ampak mi imamo na drugi strani težavo, ker preko si vprašala, ali kdaj prije do točke, da mi imamo večkrat problem, da jih mi dva miriva. Ravno v torek je bila situacija, ko smo prišli domov in ona dva veste, kaj imata za oddelati v popoldanski, zdaj sploh, ker imata spet malo natrpano, najprej tekmovanje v pišku, pa pol državno v šahu, pa potem kengurujček, pa Edvard državno v programiranju, pa recitiranje števila pi in to za vse znotraj 3 mesecev in seveda je bilo to treba za to nekako zložiti, pa vsak dan še športata, plus njune redne aktivnosti in je kar natrpano. In je bila situacija v torek, da ura že 8:20, 8:40 zvečer in jaz pravim, tako gremo se umiti, pa pravi, da ja še nisem piška naredil, pravim pa, ok, boš jutri ne, ja še moram to narediti. In smo se skoraj na smrt skregali, ker pač on ve, da ko ne naredi, ta dan manjka. In zdaj pač 1 + 1 je 2, pa je 3, pa je 4 in pol pač ni rezultata. Ja, na koncu rekel, še pija nisem ponovil, pa vsega dobro, da greva po tuš, pa se on tuširal, pa mi govoril številke. Zgledala zraven, da je oddelal, da je pol bil miren. Ja, sej mogoče res tega se sploh nismo na začetku dotaknili, kaj vse, za morda za tiste, ki niso spremljali oddaje, tukaj ni samo število pi, tukaj je v bistvu tako, kot si rekel, od šaha. Matematika, programiranje, kitara, boks, Frida še na likovno, tako da to je. V bistvu je tako, da imata v ponedeljkih ima Edvard matematiko, pa Frida angleščino, pol imata skupaj šah, v torek ima Edvard angleščino, pa Frida na klubu šah, v sredo imata oba boks, greta skupaj in zdaj Frida že tako dobro v boksu, da lahko kar sparirata, pa tudi na roke delata, pol ima Edvard še kitaro, Frida likovno, pa v petek imata srednješolsko programiranje, ker potem tiste naloge čez cel teden rešujeta. Tako da, ja, pa vsak dan probamo res, da imata kak športno ali da utečeta. Ki pa potem je vmes kakšen prostor za kakšen rojstni dan, pa kakšen kino in podobno. To je takrat, ko ni tega. Zdaj recimo v soboto Frida praznuje, ima polno hišo in recimo zdaj tak en zanimiv stereotip je, da če nekdo, ki dosti trenira ali pa se dosti uči, se pa ne igra, to je ena največjih alibi. In tudi največ takšnih komentarjev se mi zdi tistih, dajmo reči, morda nekoliko negativno usmerjenih, so bili na ta račun. Sicer smo vsi, bom rekla, tako zelo lepo sprejeli to zmago in se res veselili z vsemi vami, ampak vmes pa so se seveda našli tudi takšni, ki so na to opozorili. To je vedno tako, da pač Srbi rečejo, ko gubi, ima pravo, da se ljuti. In jaz razumem, da je težko gledati eno uspešno družino, ki je ob tem simpatična, ki rastura in seveda ti v navalu besa, jeze, lastnih frustracij je najlažje, da tistemu rečeš, da dela nekaj narobe, in da če bi pa ti toliko delal, bi bilo pa boljše. Tako da mi res imamo pravilo, da znotraj našega kroga, to, kar je nam zanimivo, pa to, kar ljudje okolje enako mislijo, za ostale pa nam je res vseeno. Ker tisti, ki reče onemu, ki je najboljši tekač, ti pa preveč, to je brez veze. In ponavadi reče tudi tisti, ki v življenju ni teko ali pa nikoli ni igral nogometa, pa onemu reče. Tako da to je eno, drugo pa je, da je seveda težko razumeti, če imaš ti doma Dacio, ki pohodiš plin, pa gre 130, jaz imam pa doma Porschea, ki gre pač 350. Jaz lahko na mojega stopim. Ti pa tudi, ko na svojega stopiš, ne gre nikamor. Tako da ni samo v tem, on forsira, ti moraš imeti najprej material, da lahko z njim delaš. Ker jaz se spomnim, ko smo bili mlajši, pa kdo rekel, če bi se ti malo več učil. Jaz sem pa bil za razliko od večine ljudi vedno objektivno. Sem rekel, jaz se več ne morem učiti. Jaz probam, pa ne zmorem. Jaz po pol ure več, ako sem rekel, sem ga maila več ne morem napisati. In ni samo v tem, če bi jaz želel. Ne, vsak ima limite.
Vprašanje pa je samo, kdo od nas upa poiskati, kje ta limita je, ker če limit ne bi bilo, pol bi vsi maratonci tekli pod 2 uri, pa vsi polmaratonci pod 1 uro. No in trener je recimo tekel uro pa 3 minute. Treniral je identično kot svetovni prvak takrat. Nekoč sta zelo veliko tekla, ne? Ja, mi dva Rekreativno, ja. Ko si ravno omenil trenerja. Mala dva pa tudi ful. No, ampak zakaj Igor ni mogel hitreje od ure 3 teči? Zaradi njegovih limit. On je enako količino treninga naredil, enak fartlek, enake tempo teke, a ne? Ampak preprosto njegov motor tega ni zmogel. Tako da, kar se igre tiče, no to sem želel reči, je bilo zabavno, ko je v nedeljo pred finalom, smo se v soboto še ustavili na Ptuju, so jo povabili v en center, da sta tam malo nekaj predstavljala in tak, in bila ideja, da ostanemo 1-2, potem pa pičimo za Ljubljano. Malo sta se zaigrala in smo ostali do 8 zvečer in so bili z nami pač tile domačini in ena od njih reče, pa čakaj, a nista to ta dva mala, da tak cela zaripla, pa laufa, tako, ki se cele dneve samo učita, pravim, ja, tak to zgleda. Ampak zato se tudi ne obremenjuje, ker mi dva veva, pa naši najboljši prijatelji, s katerimi smo dosti skupaj, pa naši zaposleni, oni jih vsak dan vidijo in vedo, koliko je igre. Pač, če imaš ti kapacitete, lahko vse. Pa predvsem njuno razpoloženje, ne? Se najbolj nam je to pokazatelj, da je v redu, da ni preveč, da mirno zaspita, da se nasmejana zbudita. Mislim, zaspita, jaz mislim, da noben na svetu hitreje ne zaspi od njiju. Pa noben se bolj nasmejan ne zbudi. In je pač zabavno, da pol pa oni s takim lampom pa nezadovoljen, to je narobe, super. Ampak vseeno pa tudi v takšnem tekmovanju seveda se zgodijo tudi trenutki, ko pa ne gre vse po planu in ko je lahko tudi kakšen poraz in tako. Kako težko se soočata one dva s kakšnimi takšnimi porazi glede na starost? Ker še mi jih ne maramo, ne? Kaj šele naši najmlajši. Frida boljše, ne? Če jo primerjaš, se manj obremenjuje. Ja, kaj pa vem, spomni se in državnega in Abu Dhabija, ni res, ne. Torej, oba, Frida predtem je bila, tako kot veste, napravi dost manj. Zdaj pa se že zaveda, da zmore, pa rada zmaga, kar se meni zdi v osnovi izjemno dobra lastnost. Meni se to, da nekdo želi zmagati, jaz sem najbolj srečen, ko vidim, da si želi. Pa ne, kdorkoli, ko ga znam reči, jaz hočem, pa to je temelj. Je pa dobro vprašanje, kako reši to, da ni prevelikega obremenjevanja. Je bila pač situacija, recimo poleti, avgusta smo bili na mednarodnem turnirju v Abu Dhabiju, kjer je Fridi po 5. igralo se 9 krogov, hiter šah, in je Fridi po 5. kazalo dobro, celo vodila ima možnost, da do 7 osvojiti tisti turnir. In smo mi že malo, ko smo kalkulirali, moče smo mi da malo kriva pogledala, ok, z najboljšimi si že igrala, to bo zdaj tako rešila, to je rešeno, in Frida šla v eno partijo malo balkansko lako čemo, izgubila in je prišla ven in je tako jokala, da se ni mogla umiriti. To pa je tako, da ti takoj po partiji, ko zadnji končali, že gre dalje. Nismo vedeli, da imamo samo 2-3 minute, in srečen Frica. Zdaj nimamo časa. Predvsem ti moraš pri sebi razčistiti, da moraš čez 3 minute biti zložena, pa sestavljena na novo partijo. To, kar vedno treniramo, vpliv imamo na to, kar se zdaj dogaja. V tvojem primeru se lahko ti zdaj umiriš, skoncentriraš na novo partijo in pozabi. Tak je, pa ne bom prva, pa ne bom prva. Pa je pravim, Frida, 100-krat smo se pogovarjali, ključno se zaveda, da je najbolj pomembno, da daš vse od sebe. Potem pridejo dobre poteze, z dobrimi potezami prije mogoče zmaga, po zmagi prije točka in točke prinesejo zmago in ne kontra. Tako da zdaj se umiri in vse, kar lahko ti narediš, je, da boš mirna in da boš maksimalno dobro odigrala. Frida, vzemimo zdaj ti 2 minuti kot najboljši trening za tvojo psiho. Pustimo zdaj točke, zdaj treniramo, ali ti zmoreš v tako kratkem času to, kar se mi sicer učimo že leta, predelati in v praksi dokazati, da zmoreš. In je šla na desko in se je izkazalo, da je še premala, je uspela sicer remizirati, ampak z bistveno slabšo, pol je pa že naslednje kolo spet zmagala in bila na koncu druga, z enakim številom točk in jo je ta remi stal. Ampak meni je super, vsak tak poraz te največ nauči. Ja, zdaj moram se oglasiti, zato ker si me zelo, bom rekla, presenetil, na kakšen način si se s Frido pogovarjal. Po drugi strani me pa ni to presenetilo, zato ker pa vem, da sta pa že od malega z njima komunicirala na način, kot da sta dve odrasli
čeprav mislim o sebi, oziroma seveda prilagojeno, ampak nista ju od malega obravnavala, kot da ne razumeta stvari in tako naprej. Zato morda tudi takšen pristop do Fride, ker si bi morda zdaj kdo mislil, pa se toliko mehna punčka, pa še ne razume, kaj je ta psiha. Ampak tudi o čustvih, ki se dogajajo znotraj partije ali pa tekaške prireditve, predebatiramo vnaprej, kaj se bo dogajalo, kaj boste čutila. Oba znata narediti že avtogeni trening, oba znata narediti pripravo na tekmo in oba vesta, kaj se zgodi s povišanim utripom srca, kako to vpliva na kisik v krvi, kako to vpliva na delovanje možganov in kaj si naj prikličeta, da to premagata. In tudi o porazu in zmagi se pogovarjamo. In verjetno tudi ta umiritev pred tekmo, odpravljanje kakšne prekomerne treme in tako naprej, verjetno je to vse tudi del priprave. Ne? To je ključ. To je ključ, ker največji problem je, če ti ne iztisneš vsega od sebe, ali je to v teku, ali v življenju, kjerkoli. In če ne izvlečeš vse iz sebe zaradi sebe. To je problem. To je poraz. Če si ti, jaz vedno rečem Edvardu pred partijo, če boš ti odigral partijo, pa bo trener pogledal, pa bo rekel, ker v šahu obstajajo rangi. In ti boljše od tega, v katerem rangu si ne moreš igrati, torej otrok pri 8, ki trenira toliko malo kot Edvard, če si ti normalen, ne moreš od njega pričakovati, da bo on igral, kot da je star 14, pa vsak dan 8 ur. Ne gre, zakonitosti so. Tako kot so v teku, če imaš ti pač, si preubilen, pa pričakuješ, da boš pol maraton odlaufal v uri 4, si pač idiot. In tako je tu, mi vemo, kaj on zmore, je pa problem, če ti znotraj partije niti tega ne dosežeš. In zakaj ne dosežeš? Ker te je bilo strah, ker si nisi zaupal, spet je vse do tebe. In mi se pač največ pogovarjamo in mi dva ima skušava na ta način pomagati, da poveva, da z niti eno zmago ne morete dobiti niti ene plus točke pri naju. Najna ljubezen do njiju ni pogojena z niti eno zmago, z niti enim pokalom, z ničemer, samo s tem, da sta ona dva zadovoljna, srečna, pa da ima je fajn. Pa imate kdaj občutek, da recimo sta to pogojevala ali pa da sta morda imela občutek, da bosta vaju razočarala s kakšnim porazom? Edvard če zdaj, Edvard si ful želi, da sva mi dva zaradi tega dokazati tako, ampak zagotovo ne, ker nikoli se ni zgodilo, da ne je bil enako podstarten, se vedno tudi tisti, ki mu, ker jaz mu rečem, ključno je, da človek to, kar govori, udejanji. In potem se rečem, poglej po porazu, pa ga stisnem, rečem, a je tako, kot sem ti povedal, je tako, a sem te kdaj kregal, nikoli jati. Pa pravim, torej, te imam enako rad in vedno gremo, res se pogovarjamo, ker se mi zdi to za življenje ful pomembno, a ne? Tako da, jaz mislim, da je naravno, da vsak otrok želi več zadovoljnega starša. Jaz mislim, da pač več od tega ne obstaja. Ne? In zdaj, seveda, ti težko skriješ, če je res neko veliko neumnost naredil, a ne? Ali pa če se mi imamo pravilo ne hiteti pri počasnem šahu in ti začaka zunaj in pol ti prije sodnik ven reči, pa reči, ška mali dela, to vlečejo poteze, ko zmešen, valjda takrat ti ni fajn. Rečeš, pa, če se osnovnih pravil ne drži, ne? Če veš, da v bistvu je to potem izguba kontrole nad sabo. Ne? Točno to. Tisti del mu poveva, da ni bil ok. Ja. Zdaj recimo, ko pride do solz in do recimo razočaranja po kakšnem porazu, zdaj Markov pogled mi je že zelo jasen in tudi razumem, kakšen pristop imaš, ampak kot mama pa Vesna moram vprašati, ker zdi se mi, da recimo zdaj sebe seveda izhajam, ampak ko jaz vidim, da je hčerki hudo, ko je recimo kdaj prizadeta zaradi šole, zaradi česarkoli se ji pa zgodi, vedno tudi mame še zraven mečkan trpimo. Ja, mislim, da imamo to kar klasično po spolih razdeljeno. Tisti, ko se pogovarja, jaz pa sem bolj zaščitniška. Tako, nisem nad slabo mislila, ne da očetje tega ne doživljate na tak način, ampak se mi zdi, da vi ste takrat morda bolj k sreči racionalni, v smislu zgodilo se je, pogovorimo se, gremo naprej. Mame želimo podobno delati, ampak zraven čutimo to žalost toliko bolj, se mi zdi. Kako se ti, Vesna, s tem spopadaš? Ker tukaj ni samo, kako ti pristopiš potem k njima, ampak tudi sama sabo si se verjetno mogla v vseh teh letih kdaj že pogovoriti. Ja, cel čas se pogovarjam sama s sabo, ja. Mislim, tako pravim, jaz sem pač bolj zaščitniška, pa kadar pride do situacije, kakšne take
stopim na žogo, pa umirim, pa otroka umirim, pa da se potem lahko pogovorimo. Ja. Nisi pa... Nisem pa to pa nisem, da je bila čustveno obremenjena, da bi se jaz sekirala zaradi njunih rezultatov. No. Sploh zaradi tega, ker je, zdaj si verjetno ne predstavljam, ampak takšnih tekmovanj in takšnih stvari res veliko v vašem življenju. In zdaj, če bi se čisto za vsak poraz ali pa napačno potezo človek sekiral, potem bi tudi bilo to nevredno. Na koncu so to še vseeno otroška tekmovanja, ki jih jemljemo zato, da njiju naredimo, da jo vzgajamo iz tega, ne pa da... Daš, kaj sem se spomnil res hecne, ko smo bili v Cmureku, pa Edvard bil še ful mali, 6 let menda star, pa so ga povabili na Evropsko do 8. Seveda nismo pričakovali, da bo tam kaj zmagal, 9 kol se je igralo, vsak dan smo ga vozili tja in on po 6 kolih 6 porazov, in mi se vozimo 7. dan tja. In pravi, ti o meni je tako žal, da so še samo 3 kola, pa kako ti lahko žal, če si 6 zgubo, 6. Jaz bi komaj čakal, da konec pa pravi, ne, meni ni fajn, ker bom imel na koncu samo 3 zmage. Ne? Jaz tak, wow. Pa pravim, da imam Jan stajali tudi bravo, Edvard, zdaj si mi polepšal dan top. Se prav razmišljaš, ne, zdaj, kaj se dogaja, on gre not in jaz mu rečem, Edvard, ne glede na to, kaj bo, pritečem jaz te bom zrak vrgel, ne glede na to, kakvi bo rezultati. In on igra z enim, mislim, da bil Šved ali Danec, prije mali vampir laufa do mene, jaz ga vržem zrak, on tak pristane, jaz ga stisnem, pravi, in pa pravi, zgleda, da imel samo 2 zmagi na koncu. In je še 7 zgubo, zdaj ga s njega vržem zrak in se veseliva. Ona familija danska gleda pa misli, kaj naš je zgubo, kak je za tega malega, lahko zgubo, da ne sprejema, pravi, ne, se jaz sem zmagal. Pa oni nas pogleda, pa so še bili v šoku, kaj se tile grejo, in se dobro, smo spili pivo skupaj, smo jim razložili, ampak ja, pol je še tudi 8. in 9. izgubil in je dejansko imel iz 9 partij 9 porazov in meni je to dejstvo, da je on jutri spet želel iti na trening in ne, da je želel iti na trening, ko se ga vprašal, kdo je najboljši na svetu, da je rekel jaz. In ga ni zamajal. Jaz sem rekel, Edvard, če ti od danes naprej niti ene partije več ne zmagaš, ti si obrnil igrico. Oba smo zelo hitro že začeli dajati na tekmovanja z dosti boljšimi. No? Ravno zato, da napredujeta. In je bila debata s trenerji, če ne bo to ubilo, ne? Ker vseeno je mož dozirati zmage tako, pa ni bilo problema. Mislim, jaz sem mu rekel, najslabše je, da tekmuješ med slabimi, pa se slepiš. Nisi faca, idi pa zgubi od boljših. Enako Frida, ko je pač Edvard toliko pa je začel na Open turnirje hoditi, kjer z odraslimi igraš, smo rekli, pa naj še gre Frida, zraje ne vzela gledala, če tudi igra šah, pa je bila čisto na začetku. Pa je odigrala, zgubila, ampak se iz tega uči in hitreje napreduje. Kako gledate na prihodnost v smislu, ko bosta večja, ko bo tukaj morda puberteta? Zdaj, Edvard, recimo s tem razmišljanjem, jaz sem najboljši in tako je absolutno v stvareh, ki jih upravlja ta samozavest nujno potrebna. Se kdaj vprašate, kje pa je potem ta meja za recimo neko skupnost, za šolo, za njune sovrstnike, za prijatelje, da pa morda ni tega preveč, v smislu, da vseeno ne postaneta tudi v družbi tako zelo recimo drugačno. Da ne izpadeta naduta. Tako, hvala, nisem hotela sama tako reči. Mislim, jaz sem celo življenje živel s tem, da sem bil okarakteriziran za nadutega, moče celo za narcis, ampak jaz sem vedno bil vesel, ko sem to slišal. Ker mi beremo te največje mislece, ne, tiste najbolj pridne, tihe miške, da ne bo preveč in tam in piše, morate se imeti radi, ne, pa ne upa reči, jaz sem najboljši. Jaz mislim, da je to temelj. Jaz, če nisem zase najboljši, pa kak ne bom srečen? Kak ne bom koga drugega rad? Če sebe pogledam v gledalo, pa ne rečem svaka ti čast. Jaz si ne znam predstavljati, da meni ni top, da sem najboljši. Pa to ne pomeni, da ko izgubim, da ne dam roke, pa čestitam nasprotnikom, ampak to ne pomeni, da ko jaz gledam v oči, pa ti čestitam, da nimam v glavi sledeči put, ne, ampak hočem reči, meni je to pravilen attitude in zaenkrat sta v šoli med bolj priljubljenimi, tudi ona dva sta zelo skromna med vrstniki. To ne gre za to, da bom se prišel, jaz sem zmagal, mene boste sem vzeli, Edvard se tudi zna pozicionirati, tudi Frida, ne bom igral nogometa, zakaj, ker nisem dovolj dober. Nobenih težav in tudi, ko smo bili recimo sponzor v enem klubu, pa se najprej mali kar na tekme, bo igral ni govora, če bo treniral, pa če bo dovolj dober. Tako da, ne, res, ful imata to razdelano. Torej, attitude za tekmo,
ali pa v odnosu do ljudi. In Edvard je vedno, kako bi rekel, podrejen med prijatelji. Nima te potrebe, jaz vodim, pa jaz sem lider. Ker verjetno že tudi tam to mečkano živi, ne? Tako. Mi dva se dosti pogovarjajo, to je edini moment, ki se ga na eni strani veseliva, pa bojiva je ravno to, kar omenjaš, puberteta. In sva z Vestinim profesorjem iz gimnazije pred moče 2 letoma imela en pogovor na to temo, ko nam je rekel, da je on najbolj vesel od vseh svojih dosežkov na to, da je njegova hčera v času pubertete ostala njegova najboljša prijateljica. In to je tudi nama velik cilj. Veva, da v tistem obdobju ti ni ata pa mama nekdo, ki bi ga imel najraje. In prav je tudi, da ga spustiš, ne? Da ga ne vežeš nase. To je čas, ko se pač odcepi. Ja. Veva, da to bo, želiva pa samo, da ostanemo zaupniki. Torej, meni je normalno, da zjutraj o stari ne teži, prav je, da to reče, prav je, da moram na organ, ampak vseeno bi pa rada, ko bo prišel do dileme, ali skadi s kolegi joint, ali spije pir, da prije do mene. On ve, da smo mi to počeli. On danes ve, da smo mi kadili travo, ker se tudi o tem pogovarjamo. In da smo danes, rečem, ko bo prišla situacija, pač, mislim, se zdi to edino normalno in pravilno in ful si želiva, da do takrat imamo toliko dobro stkane vezi, da bo njima naravno, da smo mi dva njuna zaveznika in ne sovražnika. Sam to. Pa da bosta iskala na svet pri naju. Tako. Imate morda kakšen nasvet za tiste starše, ki recimo doma opazijo nek talent pri svojem otroku? Kaj zdaj narediti? V smislu, kako postopati? Zdaj, dajmo reči, recimo, da gre za neko matematiko, za številke in tako naprej, da ne gremo zdaj k športu. Kakšni so bili vajni prvi koraki? Je bil to brain najprej ali kako se je vse skupaj začelo? Brain, tako. V bistvu gre za posebno metodo računanja, ne? Tako, tisti, ki morda ne vejo. Ja, iz Indije izvira, gre za to, da po mnenju avtorjev tega programa se obe možganski polovici enako kvalitetno razvijata in en od naših pacientov, otrok, mislim, da je hodil, tako smo zvedli in bolj smo Edvarda peljali tja, je on štartal, pol še Frida, pol smo pa, on je to par let prehitro končal, in smo rekli, zdaj moramo pa nekaj druga. Ja, ker to je program, koliko še. Ja, ker vem, da v bistvu je tako, mečkan mi je znan ta program in vem, da v bistvu veliko otrok se vpiše, veliko otrok to obiskuje, ampak veliko je tudi takšnih, ki jim pa na neki točki postane prenaporno oziroma preveč in se mi zdi, da tam je pa morda potem tudi en tak mejnik, kdo je tisti, ki konča predčasno in kdo je tisti, ki morda še ni na tej točki, da bi lahko šel naprej ali pa tudi nikoli ne bo. Ful dobro vprašanje in recimo tudi odgovor naše zgodbe pokazuje, da ni vse črno-belo. Želim povedati, Edvard je hitro začel, hitro končal, Frida ni končala. Ker smo prišli do točke, ko Frida preprosto več v tem ni uživala, zdelo se nam je tudi, da Edvard je takrat že začel s programiranjem, pa z matematiko, pa šahom bolj zares, da je boljše, da se je pač naučila dovolj, da zna to toliko hitro početi, in da ni nobene potrebe, da sama... Ja, ni sama prišla, da ne bi več hodila, ampak sva midva videla, ker je tudi, to je tudi tisto, ko menedžiraš med vsemi temi aktivnostmi, da pač ves čas prilagajamo. No? In smo rekli, dajmo to stran, da bo lahko zdaj več šaha, ker vidimo, da tam uživa, pa se razvija. Ja. Mislim, res se pogovarjamo. Ful se pogovarjamo in zdaj iščemo, recimo, ravno imamo izziv zmenedžirati čas, ker Vedar ful rad tenis igral, ker ga obožuje in jaz bolj ko premetavam te ure, pač nikak... Manj ostane vse skupaj. Ravno te dni smo imeli ta debata, smo rekli, dajmo mogoče poleti tenis dodati, pa bomo potem videli v jeseni, ko bo manj drugih stvari. No, ampak mogoče samo odgovor na vprašanje, kak na svet. Mi da vedno isto poveva, čim več poslušati otroka, biti z njim, ga skušati razumeti, pa res mu dajati spodbudo pa ljubezen. Od tam se izvira. Ko on verjame, ko on čuti, da ti verjameš njega, je vse možno. In to, ko si rekla, kak talent, še enkrat na glas poveva, vsak otrok ali pa vsako živo bitje ima talent. Ključen pa je talent do učenja. Niti en talent še ni premagal tistega, ki je bil dovolj vztrajen. Niti en. Vsi vemo, da je v tenisu največji talent v zgodovini, pa še naslednjih 1000 let bo veljal Roger Federer. Ampak je Novak Djokovic z jasnim ciljem, z jasno vizijo, 100% prepričanjem.
Mislim, Tam se vidi, kaj je mindset. Ja. jaz mislim, da Skupek vsega, ne? Novak Djokovic je zagotovo vesolje. On, če hočeš razumeti, kaj pomeni mindset, pa kaj pomeni odločitev, pa kaj pomeni sledenje, mislim, on si je izmislil šport. Če res zdaj res into the details, potem ugotoviš, da je praktično vse možno. Sta kdaj na tej poti, odkar imata otroka, poiskala kakšno dodatno pomoč, ne v smislu trenerjev, ampak v smislu kakšne terapevtske pomoči, v smislu, kako vzgajati takšne otroke? Sta se same dva na tem področju izobraževala? Nisva iskala pomoči. Zakaj to sprašujem? Ja. Zato, ker Ja. po odgovorih sodeč imata te stvari zelo dobro tudi razdeljene in zato sem potem dobila idejo, če je to morda tudi kdaj bil kakšen nasvet, kako se vsega skupaj lotiti. V bistvu smo v learning by doing modelu, imamo res najboljše družinske prijatelje, ki imajo 4 otroke, ki so starejši vsi od naših 2 in oni so nam bili neke vrste role model, kaj se da in kako se da. Mi smo bili njim skozi šport in potem smo drugega dvigovali in smo skupaj razmišljali, kaj je prav, kaj ne, kaj se je zgodilo, ko je njihova punca prišla v puberteto, kako zdaj preizkušaš. Meni je mama vedno govorila, ko sem bil barabin kot osnovnošolec, da je edina stvar, za katero ne obstaja priročnik, je vzgoja. In še danes je pač tak, ne, probavaš, ampak mi res ful stavimo na pogovor, na odkritost, na 100% zaupanje in o čemerkoli, pač pri nas ni tabu tema, je res? Ne denar, ne posel, ne čustva, ne spolnost. Štorkelj pa vas potem ni bilo v kakšnih zgodbicah. Ne, nikoli. Niso obstajale. Ne. In glede vsega se mi zdi, da je to ključno, da vsak starš, problem je pa velik izziv. Ti, ko pač tempo, ki ga mi danes živimo, je zverinski za vse nas. Te vse naprave, ki naj bi nam lajšale življenje, nas ubijajo. Ne? Jaz se spomnim mojih staršev, oni so prišli ob 3 domov in je bilo konec. Bil je stacionarni telefon, ki še ga tudi vsi niso imeli. Torej, ti si prišel domov, ti sosed lahko samo pozvonil. Edina opcija. Pa dogovoril si se v petek ob 3 in je veljalo, da si lahko 6-krat predstaviti. Ne? In zdaj pa je tako stresno, zdaj ti kot starš, jaz razumem, da je težko. In tu je največja težava, da staršem zmanjka. In se včasih mene tudi zmanjka. Pa Vesna reši. Pa Vesna zmanjka, pa jaz potisnem. Pa mali pade, pa Vesna reši. Včasih mi 2 padeva, pa prijeta mala 2 pa rečeta, treninga še nismo naredili. Vse več se dogaja, da sta ona 2 gonilo, ker vsi mi vemo, kaj bi bilo treba narediti, pa knjigo prebrati, pa pravi čas iti spat, pa stran dati telefon. Vse pa je vse enostavno. Praksi pa veliko. Ja, včasih pa obsediš. Bravo. Zdaj ti priješ, rečeš, saj ni treba in se malo lažje, seveda lažje. Kdaj pa ves ta urnik, ki smo ga zdaj večkrat obdelali, potem date še kuhanje kosila, pranje, čiščenje, urejanje okolice, kaj ne še rečem, same takšne stvari, ki... Ne, to smo vse zreducirali na minimum. Dejansko čez teden imamo vse ravno bajto. Jemo zunaj. Ne, čistilko imamo, ja. Čistilko imamo, da poskrbi za te zadeve. Ne, imamo čistilko, mi imamo Angela, ki ni na če bo slučajno gledala, brez tebe bi umrli. To je dejstvo, da ko Nine kdaj slučajno ni, ona je vredna največ na tem svetu, jaz se ne hecam. Očistiti eno hišo, vse oprati, zloži, to je noro. No? En kratek čas smo bili brez, ko je prejšnja gospa, ki nam je pomagala, šla v pokoj. Prvi v življenju smo imeli zvestno krizo, se bomo ločili, jaz se ne hecam. Ob vsem, ker to je ogromno dela. Vse verjetno, verjamem, da veš. To je bilo vprašanje. Ja, in ne bi zmogli. Iskreno, če bi se nam to zalomili, da bi ostali brez Nine, bi marsikaj spremenili. Tak tempo ni možen. Okolico pa babi pa dedi. Iskreno, ko sim jaz, enkrat na teden imam to mi je sproščanje, ostalo pa babi dedi. Ni šans. Ja, ne bi šlo vse skupaj. Ne. Pa verjetno je potem zelo hitro tukaj lahko kakšna pregorelost na vidiku, od vsega skupaj. Ja, seveda. Ja. Pa mogoče še to, kar je pomenilo, mi da zvestno se pač zbujava malo pred 5 vsak dan. Ravno zato, da da imava uro zase, pa za trening. Kakšna kava v miru in podobno. Tako. Zdaj, marsikdo ima prepričanje, da je takšno udejstvovanje otrok zelo pogojeno tudi z denarjem.
Se pravi, da nekdo, ki si ne more privoščiti toliko, bom rekla, dodatnih treningov, trenerjev in tako naprej, da so tukaj potem lahko takšni otroci omejeni oziroma starši. Verjetno to do neke mere drži. To 100% drži in to je nekaj najbolj grozljivega. To je nekaj, kar bi jaz, če bi imel moč, je prva stvar, ki bi jo spremenil. Ker to je pa tak svinsko narobe, da bolj ne more biti. Torej vsak otrok bi moral imeti možnost dobivati, sploh tisti, ki ima željo, dodatna znanja, kvalitetna znanja, ker tudi mi, ne glede na to, da imamo malo več kot poprečno, smo absolutno prešipki, da bi lahko dali Edwardu in Fridi znanja, kot jih dobivajo. Mi imamo prijatelje na Manhattnu, ko je nam povedala mamica, koliko njih koštajo 3 otroci na leto, mi da nisva spala 3 noči. To so zneski, ki jih mi da v enem letu ne vidiva. Jih ona porabi samo na šolnini, na redni šolnini v privat šoli. Kje so še potem tu fakultativne stvari. In seveda je njihov otrok v brutalni prednosti in to je nekaj, kar bi jaz kot prvo stvar omogočil. Naše šolstvo, da se razumemo, je še vedno vrhunsko, nadpoprečno. Je bilo v bivši državi še boljše? Da se mi ne lažejo. Meni in Vesni niti približno ne je bilo tukaj, če ne bi bili šolani v tistem sistemu. Takrat je bil učitelj, dalo se je znanje, delalo se je na znanju, delalo se je na branju knjig, spodbujalo se, pač super je bilo. In danes je pa problem, da se verjetno ste vsi videli tisti mem, ko je včasih bilo tako, da je starš na učenca, zakaj imaš take ocene, danes pa starš na učitelje, zakaj ima take ocene. In meni je bilo normalno, da 5 je imela Vesna, pa še 3. Ostali smo se pa s 3 in pa 4 borili. 3 v naših časih je bila dobra ocena, se že pove, da je dobra. Pa ne moramo biti vsi odlični. Ampak dajmo tistim odličnim, ki nimajo te možnosti, starši denarja, pa to mora sistem poskrbeti za njih. Če bi mi razumeli... Kakva dodana vrednost so potem družba s temi, točno to. Zdaj pa ti otroci potem trpijo in grozljivka, absolutno grozljivka. Ja, ker po eni strani se tudi oni zavedajo, da jim je to premalo, kar dobijo, hkrati se jim pa pač žal ne more to omogočiti. Ja. Jaz mislim, da lepšega zaključka, če bojo kakšni ta pravi ljudje tole poslušali in gledali, nismo mogli narediti. Tako da hvala še enkrat, da ste si v vsem tem kaotičnem urniku vzela čas, da sta prišla, prenesita lepe pozdrave Edwardu in Fridi. Z veseljem še njiju kdaj pozdravim in ne glih 50 rotvalerjev, ampak naj se zgodi kaj lepega s tem denarjem. Hvala za vabilo, pa z veseljem prideva.